koliko je stvari. Se pravi, hiška je mišljena, ne, tudi zaradi tega, ker je okopana, ne. Se pravi, dve strani hiše, južna stran in zahodna stranka je terasa, sta izpostavljena klimatskim pogojem, ne. Zad je, se pravi, dve stene sta pa v zemlji. Ja. Ne. Ampak seveda to pomeni, da sta odmaknjene od zemlje, ne. Spet to je narejen brez betona, izkop, na zadnji strani je sicer tako 2 metra, pa pol meter police, pa še meter gor. Stena je stabilna, nekaj je deloma kamnito, nekaj ilovce, vse sorte. Ampak kar je dobro, se pravi, hiška sama je pozicionirana na sekundarnem grebenu. To se pravi, zgoraj je hribt, ko gre, je to primaren greben, hiška je pa na sekundarnem grebenu, ko gre dol, se spušča po hribu dol, ampak je vseeno greben, ne. Kar pomeni, da je od hiške, nad hiško tudi je pač teren približno nagnjen na obe smeri. Malo rahlo, ne. Druga stvar, ki je, pa plasti so, zato je tudi vse skupaj stabilno, ne, ker je kar na tam breg je drugače tako 20 stopinj, 22 stopinj recimo, se pravi dokaj strmo, ne. Plasti so pa tudi, ko sem skopal, ne, so plasti nagnjene približno pod 45 stopinj v hrib noter. Zakaj je to zame pomembno? Zaradi tega, ker je res pač pri hiški vse suho, ne. Se pravi, eno je, da je sekundaren greben, da tudi hiša meteorna ne prihaja meni na hiško. Plasti so tako noter, ne? Da je v bistvu stran pol. Tako, plasti so v hrib noter, približno pod 45 stopinj. Ko sem to stensko steno, se imam slikan, bom dal magar zraven sliko, ker sem jo skopal, se je ful lepo videl, ne, so tako. To se pravi, tudi kar meni, ker je tudi deloma skalnat, pa to, ker meni med skalam tam noter, ne, čim prije to do nekih takih plasti, gre to noter, ne. In jaz imam sicer drenažno cev, ta prvi na tisti polici, ki je meter pod površjem, pa še eno drenažno cev spodaj, ampak teh drenažnih cev ne bo nikoli nobene vode, zaradi tega, ker je res suho, ne. Ker pa seveda ne pomeni spodaj, ki je pa ponekod ilovca, pa to, ne, pa vseeno potegne, ne. Ja. Ampak kar je zame pomembno, se pravi, jaz imam gor tisti meter še, ki je police, imam jaz tam mi gre EPDM v hrib noter, imam spojeno, a ne. Kar tako v kakšno plast. Detajli, ampak z ilovca zadelan, zabasan, pa tako noter. A ne, in tisti meter, ki je, imam v bistvu jaz suho zemljino, ne. In pol je zadaj sloj skal, ki ga pa uporabljam lahko poleti za hlajenje. To se pravi, jaz imam na tisti metrski polici sloj skal, ne vem, dolgo recimo 15 metrov in potem imam cev speljano v hiško noter, v ta sloj skal, ki pa za hiško zadaj, ker smo v bistvu, se pravi, skopano steno. Potem so pa opore pod 45 stopinj akacijeve, pa na steni hlod, recimo za 100-leten potres, neke opore. Predvsem pa to drži mrežo, za mrežo so skale pa filc na steni, se pravi, da se ne more stena krušiti, pa mi med skale leteti, ne. Je to nek suh sloj za zadnjo steno, ne. Hkrati mi je pa to nek vir hladnega zraka, ki ga lahko kontrolirano v hiško spuščam, ne. Kako ga lahko kontrolirano? Imam nekaj odprtin, pa tudi to, ki mi prihaja recimo v tem prvem sloju od zunaj noter, imam spet neko tako cev, ki jo lahko izolacijo not porinem. Se pravi, da jaz imam ta sloj, ki je za hiško zadaj, za zadnjo steno od hiške, ne, imam tega v bistvu zaprtega in ta zrak lahko, se pravi, vsem noter lahko že predhlajen zrak spuščam, kontrolirano, pa ta zrak lahko spet noter kontrolirano uporabljam. Imam pač neke lopute oziroma vseh. Oprosti, da te prekinem, ampak ti med te skale svoj zrak pripelješ, ki ga lahko pol spuščaš, ali sam računaš s tem, da če boš le luknjo odprl, bo kar iz skal nek zrak prišel? To ne bo, ne? Se pravi, zadnja stena od hiške, ne. Ja, skale. Zadnja stena je drugače narejena z mešanice ilovce, penjenega stekla pa glinopora.
Ampak pustimo to. To je notranja stena. Tako. Zato, ker nisem v tej steni hotel nobenega organskega materiala, če slučajno bi se zadaj kadarkoli kakšna vlaga pojavljala. Za to steno, se pravi, ta stena je kot samostoječa. Razumem. Za njo je malo prostora, ampak sorazmerno malo, in potem so pokončni stebri, za njimi je mreža, stare reciklirane te žičnate diamantne mreže, za mrežami so pa skale. A te stebri so čisto skupaj, en do drugega? Ne, te stebri so narezani. Ja. Okay, ja. In za temi so pa skale. So pa skale naložene, ampak to skale, veš, tako. Recimo tako, vse sorte velikosti. To je vse material, ker jaz imam pač svoj bagar, ki sem kopal, sem ločeval vse. Je bila taka barva ilovce, čeprav pa si se zgubil, ker velikrat imaš tako problem, ker narediš si nekup na poto, pol še malo umikaš. Ja. No, ampak tukaj je v bistvu luft med temi oporami lesenimi, ne? Tako, se pravi, med to notranjo steno, in hribino je luft in velika masa skala, ne? Tako, in te skale so hladne poleti, seveda. Jaz računam, da in tudi na sprednji strani hiške, ker jaz imam v bistvu temelji so dokaj plitvi, jaz imam tudi namenoma sem naredil tako, da na sprednji strani tudi 1,5 metra zemljine pred hiško izolirane. Se pravi, tudi na južni strani in zahodni strani na terasi imam jaz 1,5 metra zemljine izolirane. Aha. Kako misliš izolirane? S penjenim steklom. Okay. Pa ostanke EPDM-ja ali pa različne take materiale, da mi vodo odvedejo stran. To se pravi, ta del zemljine, 1,5 metra od hiške je in suh in dodatno 10 cm izoliran s penjenim steklom. Ker pomeni, da imam jaz v bistvu po celotno hiško toploten akumulator in vse zadaj, te skale in vse, ne. Imaš pa termomaso. In da ne rečem, sem posod senzorje za temperaturo pa vlago, ne. Tudi v strehi noter med EPDM-jem, imam temperaturne pa vlago senzorje, se pravi načeloma, če bi meni streha spustila, bi jaz mogel na senzorjih zaznati. Ker na teh kritičnih točkah, kamor bi se voda stekala, ne, imam senzorje za vlago. Pa noter v strehi, v izolaciji, ne vem, na površju izolacije pa na sred bale, pa na stropu, pa to tako, da načeloma bom lahko vse te stvari, ki sem domneval, da bi mogli funkcionirati, načeloma lahko kontroliral. Okay. Tako da jaz računam, da se mi bo, to se pravi, vsa ta masa zemljine za hiško, okrog hiške, pod hiško, jaz ne vem, tako po intuiciji računam, da se mi bo stabilizirala tam nekje na 16-17 stopinj. Okay, Kar pomeni, da tudi po zim imam jaz na 2 straneh hiše to temperaturo zunanjo. Ja. In polet tudi približno to temperaturo, da jo lahko uporabljam za hlajenje. In jaz imam v bistvu, se pravi, 20 metrov po zemlji spaljan 10 cm dvostensko rebrasto cev, okay, ja. Ki mi pride v ta sloj skal, ki imam na tisti polici zgor. Se pravi, 15 metrov sloja skal mi gre po tej, in potem mi pride v ta del, ki imam pa te skale za hišo, ki je pa izolirana od zunanjih vplivov. In tukaj jaz lahko zamašim po zim, da mi ne prihaja hladen zrak sem noter, to samo poleti uporabljam. In to mi je v bistvu vse res tista nek toploten akumulator. Zaradi tega tudi se mi zdi, da bo toliko manj tega ogrevanja, tudi stalno se mi zdi, da bo lahko, ker to so res, tega imam zelo malo predvidenega, tudi malo moči pa vse skupaj. To je glih toliko, da je v kopalnici po tleh toplo. V redu, se pravi, zdaj razumem. Se pravi, ti tukaj te termomase, ki ti jo te skale tvorijo, pripeleš cev in kontroliran zrak in potlej noter, ne da bi ti izmed skal ta zrak spuščal. No, zdaj mi je pa jasno, ker sam to se mi ne bi zdel dosti, ker tudi če imaš luknjo, ta zrak se ne bo kar sam začel nekam premikati. Ne, jaz imam dovolj zraka. Ti imaš dovolj zraka, imam skal za to, da ti termomasa imam v spalnici tako narejen, da imam 2 večje luknje, da bi lahko tudi zgoraj iz spalnice zrak imel, pa spod ven prihajal. Ampak to bom še videl. Pa tudi pri vseh poslah sem naredil tako, da imam posod pripeljano cev, da lahko, tudi gor, ker neki postelj je gor na podestu. Imam pri vseh pripeljano 10 cm cev,
da lahko prisilno upihujem zrak čisto iz dna pri teh skalah. Ne. To se pravi, da jaz lahko kadarkoli gor lahko pripeljem zrak, ki ima, ne vem, 17, 18, 19 stopinj recimo. Polet. In ta zrak, ki gre skozi to cev, ti v bistvu zunaj zajameš, pa ga sam mem peleš, ne? Zunaj ga zajamem in gre skozi tisto, ta prve polico 15 metrov, pa še ves ta sloj skal zadnji. Se pravi, ogromna masa. Se pravi, tukaj je, zato pa traja, no, ker imam toliko nekih teh idej in sistemov in, a veš, to je recimo tipičen primer, kako je preveč svobode lahko problem. Dej, povej mi, če se me še 100 stvari zanima, sem da nam pozabil, pa da grem po nekem logičnem vrstnem redu. Kako, a to v bistvu gradiš v samogradnji? S svojim bagrom, videl sem tam par ljudi, tudi neki ti pridejo pomagati, ali najameš delavce, ali kako to izgleda? V glavnem tako, kakšni prijatelji, da kaj pridejo pomagati. Kakšen prijatelj, ki je dalj zdrži, kakšen manj. Nekaj od začetka smo idejo, seveda to jaz na veliko s prostovoljci in to bo ful hitro šlo in tako. Ni v bistvu, zdaj pač ugotavljam, da tako po en stran še najrajš sam delam, mi je pa skoraj še bolj, da je še en zraven, ker pol se stvari saj malo bolj hitro premikajo, pa za enega še nekako uspem del rihtati. Ker je toliko stvari, ki jih ne vem, kako bom še naredil, da po vsak meter stene drugače, to je tista, saj ni problem, pa se je rekel, a veš, Tone, lej, doma ni problem, pridemo pomagati, a veš, ali pa Janez Veles, ali pa tako, ne, sej jaz to sceno naravne gradnje, veš, se vsi poznamo, ne, veš, ni problem, ne. Ampak ti jih ne moreš zmenedžerirati. Ne, jaz nimam takih stvari, veš, jaz še kasteno delam, a veš, razmišljaš. Jaz 2 bale dam gor in pol že kar umet naredim, da mi to vse stabilizira, ker tako jaz te 2 bale z 5 gurtnami pač ponam, da je to vse super trupat, ne. Pa že kar umet naredim, da mi to drži in pol naprej delam in tako da, a veš, pa že spotoma v kotliček ugrajujem, pa to tako približno, veš, tista delaš hkrati strojne elektroinštalacije, kotliček ugrajuješ zunanjo fasado, že v grobem delaš, oken še zraven ugrajuješ, približno tako, no. No, ampak sej, če bi hotel to, da bi se blazno hitro odvijali, ti moraš vedeti naprej, kaj delaš, če pa se to sproti odločiš, pa zagotoviš, zdaj bo pa tako, pa moraš neke stvari naročiti, pripeljati, pa sigurno, da gre malo počasneje. Se bo videl po slikah, ne, pač oblike so toliko specifične. Ja, potem... pa še oblika. A veš, recimo zdajle delam že kar nekaj časa vhoden del, ne, na terasi, ne, ki mi je sicer res všeč, ker sem isto recimo iskal rešitev za teraso, ne. Kako usmeriti špirovce na terasi, ne, ker imam zelo tako za vhod. Vhodna vrata so en oreh, ki je imel 3 vrhove in 2 vrhova sta okvir vhodnih vrat, ne. Zgor nad vhodom so pa korenine in gor je oken, ne. In to takem pač na terasi fokusna točka, ne. In pa sem varianto zdaj teraso ali naredim špirovce tako ali tako, pa nič mi ni bilo všeč, ker v nobenem primeru ne bi tekel proti fokusu lepo, ne. No in pa sreč nekako se jaz to verjamem, da ni to samo vse moja zasluga, da to so taki še drugi navdihi od tako drugot, ne, da sem naredil špirovce tako v pahlačo, ne. A veš, se pravi, da je v bistvu, ko prideš, ne, je tako direkt 2 špirovca tečeta do vhoda, ne, in ostali špirovci se potem v pahlačo odpirajo, ne. In ta vhod, ne, ker je pa, se pravi, sta 2 vrhova oreha, je to vse nekaj zvito, pa stena zavija. In to, ko si ti enkrat v 3D prostoru, saj meni, pa mislim, da večine drugih, ne, veš, to ti vsa logika odpove, ne. Mislim, jaz si ful težko predstavljam, no. Ja, očitno ne. Mislim, ne, jaz grem z zaupanjem, vem približno, ampak jaz moram delati, da vidim, kako bo stekel, kako bo oblika stekla, ne. A veš, in mi je res super, zdajle sem veliko tam okoli, ko sem mogel neke luknje zapirati med tem okvirom od vrat, pa zraven je bil steber, pa to vse dokaj majhen, super, te konci
plošč iz lesno vlaknenih. Ja. Se res da super zabasati, lepo brusati, pa to, da dobim tisto obliko polka mi lepo steče, da lepo izgleda. In je pač res to kolik tega, ker ne vem, kako bo, ne znam nekomu povedati, kako le narediti. Ja, sej. Ker to sem se pred tabo sem se pogovarjal s tem enim mojim kolegom, Jernej, ki je pa v samogradni hišo delal. Tako bi rekel, normalno hišo proti tvoji, ne. In je govoril o tem in z kolegi, prostovoljci pa to, ne. Ampak jasno, on je zelo poudaril, da je ključno, on je moral pač vse teden pripravljati, da pol tisti vikend, ki je bila akcija, je točno znal razporediti del in da se je vedel, kaj kdo dela. Ker drugač bi šlo vse v nič, ne bi imeli kaj delati in potlej bi bili tudi ljudje nesrečni. Se je rekel, pa bi ti kaj, dali ti bojo sončno nedeljo, prišli so k tebi delati in pa ne znaš jih razporediti. In tukaj, če pa to sprot se zmišljuješ, gledaš, ustvarjaš, jih pa ne moreš. Moraš pa dejansko v resnici več sam, kot sem si predstavljal, preden smo začeli tole pogovarjati. Ja, enostaven je toliko. Že zdaj en kolega bi najbrž spet lahko pomagal, pa vsej bom vesel, ampak je kar malo tako, veš, česa se bom lotil, da bom imel konstantno nekde, veš. Ja, sej to. Človek že pride za nekaj časa pomagati, ne. Ja. Ker ni problem tisto, okay, dajmo zdaj tisle narediti, ker sicer sploh ni nujen, ne, ampak imam nekaj človeku da zadelati, ne, to, ko kdo pride, bi rad malo probal zilovcev, pa to ni problem, zmer najdem kaj tasga, veš, to že, ne, če pa te kdo malo bolj pomaga, pa želiš tudi, da pač njegov čas res dobro izkorišča, ne, pa zna biti kar izziv, ja. No, druga stvar, ki me pa zanima, je pa, kako tle izgledajo sploh načrti, a sploh so kakšni načrti? Videl sem, da si naredil maket, kako bo izgledali. Koliko je v bistvu načrtov za te zadeve? Ker v končni fazi, ko pa tisti trami skupaj sedejo, morajo pa to zelo natančen skupaj sesti. In sem videl tudi lepe tiste utore, dobro, tiste se tam sprot upašete, ampak koliko pa je načrtov? Pa za klop. Ja, ti sprot upašati, ti spomen tako, veš, z bagrom, 15krat gor pa dol, da dvigam, da paše, ne. Ja. Tako da, ja, to. Ampak koliko načrtov obstaja, ne, za elektroinštalacije, strojne inštalacije, a to sploh imaš? Ja, sej pač zaradi dovoljenja je treba, ne. Ok, pustimo dovoljenja, dokaj še pridemo. Ja. To je tema zase, ki me zanima. Imam, ampak seveda pošteno povedan, načrti so bili seveda narejeni, mislim, pač ne moreš takole, če meni odvisen, kakšna bo stena, mislim, jaz sem začel graditi, ne, tako da sem 2 hloda, ki sta bila že ukrivljena, skupaj spojil tako, da sta se objela, ne, in to je bil sprednja stena, ki sem želel, da je napeta tako in tako, ne, se pravi spet v 3D prostoru. In pol smo na to, ta 2 povezana hloda, ko sta bila še na tleh, dali 4 stebre gor. Skrajne 2 imata tiste opore, ki so ukrivljene, ne. In ko hočeš to skupaj dati, ne, moraš vsakič to skupaj našponati, pa to je v 3D prostoru, se pravi, ta je mogla biti tako naštimana, ki bo pol 90% drugače, pa ta steber mora biti točno vodoravno. Zdaj karkoli že pri stebru, ki je hlodu, ki ima zgor malo korenin, pa ki je različen, da je bo že pomen vodoravno, ne, kje gledaš, ne. Tako je nekako začela prva stena nastajati. No, vse ostalo pol je pa bi že nastajali, pač tak les, ki sem imel, pa tako, ki sem imel idejo, kako bi bilo kje ukrivljeno. Tako da zelo, tudi kar se tiče, od začetka sem te prvo v bistvu vlogo dal za zidanco, ker smo imeli še vinograde, ampak pa smo vinograde ven dali, pa ti spol ni šlo skozi, pol je bilo te prve kakor klet. Ampak je med tem tekel proces za prostorski načrt, tako da imamo zdaj v prostorskem načrtu napisano Hobit hiška. In se pravi, je to dovoljenje normalno pridobljeno, gradbeno? Ja. Mislim, se pravi, skozi svojo zgodovino pa Eko vasi, pa
tudi že vse sorte izobraževanja in dogodke sem prej organiziral na temo trajnosti, tudi naravne gradnje, pa ekovasi, pa teh stvari, pa permakultura, pa to, tako da smo v bistvu nekako celotno kmetijo zastavili idejno, ne. Seveda časovno to tudi približno ne gre tako, kot je bilo idejno mišljeno, ampak vseeno kot nek eko-izobraževalni center ali pa nekaj v tej smeri. Tudi približno ne zgleda tako zaenkrat. Ampak po tej poti smo tudi potem dali spremembo prostorskega načrta. To si ti si vložil za spremembo? Mi smo tako vložili v bistvu kot strokovne podlage za kakšne ideje imamo po primeri, neko kot ekocentri izgledajo, pa tako naravna gradnja. Katera občina je to bila to, kdaj je to sprejela? Početrtek. Vsaka čast. Ja, okej. Pač tukaj sigurno gledam, da se hvala občini, ima posluh za take stvari, gre na roko to, da pač je to turistično območje, pa je vsem pol malo več posluha za stvari v tej smeri. Tako da, ja, v prostorskem načrtu napisano, da se gradi po principih organske arhitekture, da so objekti ovalnih oblik, zelena streha, velike sončne, velike steklene površine na jug. Ampak to verjetno ne velja samo za tvojo parcelo, ampak za neki večje območje. Tukaj v bistvu je en pas, ker seveda sem imel idejo, da nam samo eno zgrado, ne. Ja. Ker bo šlo to toliko hitro. Tako da za ta del velja ta, pa v bistvu so našli toliko na roko, da imamo napisano v prostorskem načrtu, da tudi za ostali del kmetije lahko ali po klasičnem, kar velja za občino, ali pa pač za ta del prostora, ali pa potem. To se pravi, tudi če jaz našo obstoječo hišo prenavljam, lahko uporabljam določila iz teh izvedbenih pogojev. Aha, se pravi, okej, v kakšnem velikem območju pa to govoriva? Kmetija drugače 3 hektarje pa pol, se pač malega zazidljivega pa to, ampak in za te 3 hektarje pa pol, ali sam za zazidljiv del? Za zazidljiv del, seveda. Velja, da je to možno? Pač neki objektov tukaj gor se da postaviti in tukaj moram reči, da pač, hvala Bogu, imam tukaj svobodne roke, kar se tiče zelene gradnje, naklona streh, oblik vseh stvari. Hobit hiška, ja. Ampak, pa se mi zdi res tako, jaz to ne jemljem kot neki, ne vem, zato, ker bi se rad preselal ali pa karkoli, ampak se mi zdi zelo pomemben te stvari, ker tudi moje izhodišče je v ekovaseh in v teh idejah, da se moramo naučiti živeti z manj. Mi pač preveč trošimo, se veš, dan zemlje je tam enkrat, začetku avgusta ali kdaj. Do takrat načeloma potrošimo kot obnovljivi del virov. Se pravi, vse ostalo naprej, kar trošimo, je na račun naših otrok in vnukov, ki teh virov ne bojo imeli na voljo, ker jih bomo mi preveč porabili. In to je moje vodilo. Se pač tukaj sigurno, jaz sem malo zašel, bi rekel, v mnogo čem, časovno predvsem, ampak vseeno moje vodilo je, se pravi, skoraj izključno z naravnimi materiali narediti objekt, ki je, čisto drugače bi bilo, če bi jaz pač to enostavnih oblik delal. Jaz sem pač tukaj moj glavni problem, ker je pač to iberromantika, ampak vseeno ta objekt želim, da je boljši od kvalitetne novogradnje, ki se jih danes dela, ali pa saj konkretno primerljiv. Se pravi, to ni zdaj tukaj nekaj čez prste gledati, malo tako se človek igra pa nekaj dela, ampak zato so mi te stvari pomembne in se mi zdi, da imajo svoje mesto. Dobro, večina ljudi se v nekaj takega težko lotila, pa tudi jim toplo odsvetujem, ne delajte tega doma. Ali pa saj nekim res majhnega, ampak res majhen pomeni, ne vem, uto za otroka, pasji uto ali pa karkoli za začetek, da res probaš, ker to je vsem teh, kakorkoli že kvadratov je tako, dobro, pač moj način, moja zabloda ali kakorkoli že rečem, da ne bo pomote, meni vsakič, koliko časa že to traja, vsakič, ko pridem gor, meni to še zmeraj wow, Jaz sem res, tako skozi govorim, da se počutim pač kot otrok na peskovniku, samo da moje palce so pač malo večje, pa moj bagerček je malo večji,
To je pač ta, bi rekel, humorna plat, ampak vseeno, res moje gonilo v ozadju je res ideja, da se moramo naučiti živeti z manj. In če gledaš okoljski vtis, so pač zgradbe nekje tretjina tega. Ne? Kaj misliš? Če gledamo okoljski vtis, kako obremenjuje okolje, je približno tretjina je transport, tretjina zgradbe, pa tretjina pridelava hrane. Ne? V grobem. Ne? A tako je to? Zelo v grobem. V redu. Ampak tukaj se pravi, jaz imam, kar se tiče transporta, vsebovane energije, vse teh stvari, ali pa pol razgradnje. To se pravi, jaz pri vsaki stvari, ki jo delam, jaz kakorkoli se že to mogoče čuden sliši, jaz pri vsaki stvari premišljujem, kako se bo razgrajevali. Ne pri vsakem šraufu, ki ga zašraufam, ampak gledam pa, da ne, ker kakšni materiali so čisto zanimivi. Ne vem, recimo dobiti vse sorte kose stiropora ni problem. Ne? Pa stiropor bi bil tudi zelo zanimiv za uporabiti, ali z ilovco mešati, ali pa karkoli za vse sorte stvari, ali pa kakšne luknje za zafilati. Ampak zdaj za ugraditi ni problem. Ne? Ja. Reciklaža pa ne glih. Ne? Se pravi, gledam, kad dam v steno že te špage od bal, so mi kdaj malo tako. Ne? Ampak, kad dam na steno, jaz mrežico pač gledam, da je izjute. Se pravi, načeloma, da se gleda, da je objekt tako, da če se ga pol samo pusti ali pa samo odkrije ali pa karkoli. Da postane nazaj kupček. Načeloma večino skompostira, neki šraufov bo ostalo, pa kablov, pa cevi, pa tega. Ampak v redu, vseeno, se pravi, da objekt še vseeno zagotavlja nek ugodje bivanja, ki se ga danes pričakuje. Ampak, jaz sem prepričan, da z okoljskega stališča je to, ne vem, mogoče 5-10% okoljskega vtisa, pa po mojem bližje 5. Ja, proti normalni. Proti normalni. Že kot prvo, pač tukaj, če bi gledal vsebovano energijo, tukaj res betona ni nič, oziroma kar je reciklirano. Tako da te stvari so pomembne, ne? To ni samo tako. Ne? Tudi v ozadju deloma, tudi ko sem recimo organiziral dneve Eko vasi, me je že tako spremljal od samega začetka, to se pravi nekje 20 let, recimo ideja, ne? Da med mladimi so še vse sorte ideje, kako bi ustvarjali drugačen svet. Ne? Dobar, semarske od tega ni prizemljeno, ne? Ampak kakšne ideje so pa dobre. Ne? In se mi zdi, velikrat je reševanje stanovanjskega izziva, ne? Tista prelomna točka, ko človek pol doskrat pač pa je treba neki malo kredita, pa to, pa ono, pa sej bomo, ne? Pa se nekako tiri v tisto klasiko mogoče. Ne? Zato vidim to točko nekako mogoče kot neko prelomno, ker bi se dal malo bolj z drugačnim načinom reševanja tega ohraniti malo več svobode duha, pa malo več idej, da bi se dali živeti tudi mogoče v drugačnem svetu. Ne? Malo več alternative. Ne? In tukaj vidim pač nek način, se da stvari bistveno lažje, pa bistveno hitreje graditi. Ne? Recimo zelo zanimivo se mi zdi, panelna gradnja, ki smo jo tudi že v Italiji pred 15 plus. Paneli ali slamnatih bal, recimo. Ne? Se pravi, prednarejeni paneli, ki se jih sestavlja skupaj. Ja. Mi smo to v Italiji, v Damanhuru, eno hiško delali manjšo, to je 15 let nazaj ali pa več. S tem, da jaz sem prišel tja z avtodomom, sem v avtodomu skoraj več orodja, kot oni Italijani tam. Ne? Se pravi, če si predstavljaš, da je bilo tega deske na dolžino žaga, so jih žagali z obodno žagco. Pa si predstavljaš približno nivo mehanizacije, ki je bil na voljo. Ampak mi smo pač naredili okvire iz lesa, not slamnate bale, stisnili že osnoven sloj umeta, noto masirali, ki je bilo še na tleh to veliko lažje in to na roke gor dvignili na kolenčen zid. Ja. Se mi zdi nekaj takega in jaz, moja ideja, ki me spremlja res že ves ta čas, pa me nekako ne spusti, to se skupaj oblikovati recimo kot v neko zadrugo.
Ker bi, ne vem, človek rekel, ok, to bi pa mogoče bilo zame, pa gre lahko, ne vem, par objektov pogledati, pa potem gre parim ljudem pomagati, pa lahko dobi podporo tako in drugačno, da se recimo pa te stvari, se pravi konkretno gradnja ali pa stanovanje, ne, rešiti dosti bolj ugodno ali kakorkoli. No, se to se mi zdi absolutno zelo zanimiva tema ali pa istočnica ali pa mislim, jaz ne mislim, da bi v to rešitev za cel svet. Ne. Jaz govorim o nekem krogom ljudi, ki mogoče malo drugače razmišljajo, ki se mi zdi res, da rabimo mi ideje, da na tem svetu se da mogoče še kaj drugega početi in drugače živeti. Ne? Predvsem z manj. Tukaj se mi zdi, smo mi, zdaj živimo v svetu, kjer je predstava, da minimum je to. Taka hiša in toliko avtov in toliko transporta in toliko vsega tega. Ne? Zato pa še enkrat nazaj na Lamas, ti se mi zdi super. Take primere rabimo. Ni treba, da bi se za tako stvar odločili 20 ljudi. Dosti je, par procentov, dobrih primerov, da se vidi, da se da drugače. Ja. Zato so pa take zakonodaje in takšni načini in to se mi zdi zelo pomembno. Da se vidi, da se da drugače. Ker tako, ko si tudi zadnjič govorili z unim dvema, da jaz vidim vse nekako prihodnost te družbe in sveta v večjem povezovanju in v skupnostih tako in drugače. Zdaj si videl vse tole, jaz istočic. No, ampak vseeno, tele bi se oprijel. Ker ravno prej sva začela, recimo sva se z Jurjem pogovarjala, pa je on vprašal, kako, pa kje se lotiti, pa kaj, pa to. Recimo, ker dejansko gradnja taka, kot jo vsi pričakujemo, kaj vse mora biti, je draga. Danes je draga. Ja. Zdaj, da tukaj spustimo neke kriterije, pa naredimo nekaj nebivalnega, je napačna smer. Kriterijev ni treba spuščati. Tako, tako. To se mi zdi čisto napačna smer. In kar mi je tukaj pri tebi zanimivo je, da to zgleda vse tako, sicer zelo romantično, ampak je vse v bistvu, da ne rečem temu high-tech, ampak v bistvu bivalno udobje, tako kot si sam rekel, da si za cilj dal, tako ali višje od... Tako, ampak to je specifično. To se pravi, tukaj karkoli o tem govorijo v tej smeri, črtamo mi hobit hiške. Ja. To je res tista. Ok, lahko. Ker govorijo v kateri smeri? V kateri smeri črtava hobit hiške? V tej smeri življenja za manj in ker ključno pri tem, kako živeti z manj, je poenostavljanje. Ja, hobit hiška ni poenostavljanje. Ne, ni. Si lahko nekdo to izbere za svoj življenjski projekt in jaz vsem tako gledam, da se mi bo stvar obrnila skozi to, da bo to na nek način moja penzija ali kakorkoli. Tako da tukaj mi stvar vse ni tista, mi drži vodo, se mi ne zdi neumna, pač ne vem, je to vse nekaj v meni, da je to nekako moja smer ali kakorkoli, čeprav sem se zataknil tukaj siguren. Ampak ja, to življenje za manj, kar mi rabimo iz odgovornosti do naših zanamcev, je ključ v poenostavljanju v vseh oblikah. Če govoriva, in zato se mi zdi še enkrat Lamas, tisti One Payment Development, super način, ker so jasni kriteriji, kaj in na kakšen način moraš ti dosegati, kdaj si ti upravičen, da dobiš neko izjemo, ker tukaj gre za izjeme. Se pravi, oni odločajo jasne okvire, ki so čist merljivi za izjemo, da boš ti lahko si pa tam postavil nekaj, ki bo tudi malo drugače, pa tudi, čeprav so imeli tudi oni pol izzive, ne vem, recimo, ker njihova zakonodaja mislim, da zahteva vsaj neke vrste protipožarne varnosti, ne vem, kakšne sisteme ali karkoli. Pač v redu, pustimo te detajle, jaz mislim res tisto.
poenostavljanje in veš, tukaj konkretno pri gradnji, tako kot jaz vidim to, nekako sem si zamislil okvirje neke zadruge, ne? A veš, da so recimo neki približen tipski načrti, da so zgradbe, lestvice se zgleda čim bolj enostavne, se veš kako, da so stvari, kar rabijo neke inštalacije, recimo strojne, pa to skupaj, pa to pa, a ne? Ja. Se pravi, neki par takih načrtov dobro dodelati, a veš pa, da je domišljen, tudi če se uporablja slamnate bale, koliko so razmere mogoče med stebri, ali pa se panelno dela, ne? Panelna gradnja se mi zdi res tista, a veš, če nekdo približen, ki nima glih 6 levih rok, ne? A veš, za tega lot, ne? Se res mrskej da, ne? No, a veš, zelo tako, ne? A veš, pa če gledajo od začetka, je lahko papirologija zelo zmerna, ne, kot sicer to običajno je. Saj so kompromisi, se pravi, res ključ je poenostavljanje, ne. Pa je pol tista, da človek gre pa parim pogledati, pa gre parim pomagati, ali pa se reče, ok, ti se včlaniš v zadrugo, to boš vplačal, pa boš potem to kur prostovoljno drugim pomagal, ne, in potem boš ti upravičen, v drugi tebi to pomagali, pa lahko dobiš, ne vem, a veš, nekatere mašinerije ali pa take stvari, ki jih rabiš pač takrat, ne, dobil boš toliko strokovne pomoči, ki ti bo že vključeno v tem, skratka vse skupaj, da je naravnano k temu, da čim bolj ljudi upravnomoči, da se tega lahko lotijo, da se jim stoji ob strani, da se izpolnjujejo vso zakonodajo, ne, ali pa mogoče kje zakonodajo tudi malo prilagoditi za take stvari, tako kot je gor v Walesu primera, ne. In iti v tej smeri, zato da dobimo pač nek bazen nekih primerov dobrih praks, a ne, da se da mogoče živeti z manj, graditi z manj. A ne, vse na nekaterih področjih imamo, ne, a veš, se mi zdi pa, da tega rabimo več. Ja, ampak zato sem te prej v tem prostoru spraševal, ker to je zdaj na tvoji kmetiji ali domačiji, ne? Ženinju. Tukaj, ženinju, okej, itak. Da tukaj zdaj že zdaj ta hiša, ki imate zdaj, že tukaj tudi stoji, če sem prav razumel, na tej isti. Ja, tukaj, ne? Se pravi, to je v bistvu sorazmerno blizu vašega doma. Tako. Praktično zraven, ne? Tako. Okay. Se pravi, tukaj ne moreš ti zdaj speljati, da bi imel pa, da bi recimo še Juriju rekel, da Juri, zdaj se pa ti priključ, tle imaš pa ti svoj košček, pa še ti postav nekaj. Ne? Se pravi, bi moral iskati področje, tako kot je Tone pa kompanija, ki so najdli tam v Kočevskih gozdovih, nek večji, spremeniti, nek OPN, da se jim nekaj dovolj narediti, v tem smislu Lamasa, ki si ti rekel, in potlej, da na tem ta zadruga začne. Ne? Jaz sem mislil ta ideja o zadrugi in tem, to čist mišljen tako kot širše, se pravi, ni vezano na neko skupnost ali karko, to bi čist isto kot projekt, to bi bil... Aha, ne vezano na področje. Ne. A ne, ta del življenja skupaj, pa to pa skupnost, ne, pa seveda odpira en kup zanimivih vprašanj. Ja, ker ti imaš pa zavod, ta Ekovas, to pa že imaš, ne? Če sem prav tako, to je pač... Kaj je ta zavod? Neprofitna zasebna ustanova, skozi katero sem deloval toliko, da sem imel neko pravno obliko, oziroma še vedno, s tem, da zdaj me ta hiška preokupira. Toliko, da sem te dogodke, ki sem organiziral, pa to, da sem lahko skozi nekaj, veš, tudi kakšne pač... Zato razumevanje naravne gradnje recimo je bilo vstopnina, večina dogodkov so prostovoljni prispevki, pa če hočeš malo kakšnim predavateljem povrniti, pa take stvari, toliko, da sem glih lahko neki skozi to neko uradno obliko funkcioniral. Drugače pa skupnost kot taka, jaz res vidim nekako prihodnost res v več sodelovanja, več povezovanja, isto so pa tukaj vprašanja medgeneracijskega sodelovanja, veš. Pravijo, otroke ne bi imeli mladi, vzgajala naj bi jih pa skupnost, Ja. Ali pa starejši, ali pa, veš. Se mi zdi, en kup odgovorov tukaj je treba iskati in se mi zdi, da res veliko tega je v več povezovanja, odpira pa seveda to spet tukaj, recimo, zato pa so Ekovasi res dobri primeri, ker so te rešitve na zanimive načine preizkušene. A veš, ne vem, recimo Zibel Linden se bo dala, ker sem jaz nekaj intervjuje gor snimal, pa se mi zdi zanimivo, če koga to zanima za poslušati, recimo, ne. A veš, oni imajo princip, da te prvi imaš neko preizkusno obdobje, ne.
se strinjajo, da lahko postaneš član, ne vem, pač mislim, se morajo vsi strinjati, ali kako točen. Potem pa recimo kupaš delež, spet imajo oni neke zadruge, ne? Imajo zadruge, to prvi, ki imajo v lasti vsa zemljišča, pa imajo zadruge, ki imajo v lasti vse nepremičnine, pa tako približno. In ti lahko kupaš, ne vem, za 15,000 evrov, ne vem točen, kako so zneski, ne? Kupaš solastništvo v zadrugi, ki ima v lasti vse nepremičnine, vse zemljišča in s tem si ti recimo zdaj dal nek prispevek in lahko živiš v tej ekovasi. A ne, imaš te recimo nek, ne vem, avtodom si postaviš tam, ne? Lahko še nastalnih 15,000 evrov si kupaš delež v zavodi, ki ima v lasti nepremičnine in imaš recimo neko sobco za to, ne? To je čisto osnova, ne. Pač so sistemi odločanja, pa tako, lahko pa tudi, ne, dobrodošlo je, da ti prideš tja pa rečeš, glej, jaz imam tukaj 200 evrov, želim si hišo zgraditi. V redu, z teh 200 evrov ti kupaš deleže v zadrugi, ki ima v lasti nepremičnine in ti s tem denarjem, ki je zdaj v zadrugi, ne, in imaš ti deleže, ne, ti zgradiš hišo. Ta hiša ni tvoja, ta hiša je od zadruge, ne. Ampak zaradi tega, ker si jo ti zgradil in toliko vložil, ne, imaš seveda ugodnosti, ne vem, a ne pol, ko so še stroški, pa internet, pa to polno, to kako se, a ne. Ampak hiša pa ni tvoja. Hiša pa ni tvoja, ne, zaradi tega, ker skupnost mora biti nekako, ne, se pravi, če se boš ti pol premislil, pa greš, a ne. Imajo varovalko, da ti ta denar, ki si ga noter vložil, a ne, dobiš lahko kadarkoli nazaj, ne, oziroma pač od takrat, ko poveš, mislim, da je, ne vem, v roku enega leta ali dveh, ali kako pač neke varovalko imajo, da jih ne bi finančno destabilizirali, če bi nekdo šel, a ne. Se pravi, ti denar lahko dobiš, ne, ampak nepremičnina ostane tam, ne. Zaradi tega, ker se veš, če to neka skupnost, ki so neka merila in neka tako, je neka kultura, so razni dogovori. Ker to je ključ skupnosti, v bistvu, da ti jo skup drži, da ti ne. A ne, to je zanimivo, recimo Lamas ima pa bolj, gledajo, da je pa prav posameznik lastnik zemljišča, ker so pri njih je bilo pa bolj tako nekako, veš, tisto, okej, ne, če si lastnik zemljišča, potem tudi imaš vsaj neko možnost, pa nekaj delaš, pa to, da dobiš nekaj malega kredita, da lažje zgradiš ali pa tako naprej, ne. Pač tukaj so pristopi različni, ne. Je pa seveda, ne, veš, tesnejše sobivanje pride s svojimi izzivi, ne, ker doskrat takole, veš, imaš vsaj neko količino pionirskih ljudi, ne, veš, kot so pa že prej ugotavljali, pionirji znajo biti na trenutke, a ne, pač kot pionir na trenutke rabiš malo prebojne moči, ne. Izziv je pa vedeti, kdaj rabiš prebojno moč, kdaj pa ne. Tako da, a ne, jaz pravim tako z drugimi besedami, je skupnost ali pa ekovas, ne, skupina ljudi, ki z glavo rinejo težave, ne, ker pač se veš, časnejše sobivanje v družini ali pa kjerkoli prinaša svoje izzive, ne, za kar mora pač človek biti pač zrel pa pripravljen, ne. No, ja, ker ko sem gledal te filmčke, ki sem jih malo naprej poslal pa v tem cohousingu pa to, a ne, se mi tako, meni osebno se s tem vse strinjam, ne, in tudi optimalno res neki skupni prostori, to vse pije vodo. Edin samega sebe kot tipičnega introverta recimo pa že vidim, da se ne bi jaz videl noter, ker bi imel problem z tem, da milijon ljudi tam srečujem na nekih skupnih prostorih, jaz se rabim pa nekam umakniti, tako da mora biti res ta prav človek za to, da Čeprav, a veš, se mi zdi, mogoče bi mogel te stvari bolj spoznati, ne, ker so vse sote, recimo, ne vem, mi pride tudi na misel Damanhur, ne, v Italiji, oni imajo kot, kako rečejo, skratka, imajo tudi kot manjše skupnosti, ki so razpršene po večjem okolju, se pravi, ni kot neka vas, ne, ki je živi par teh skupnosti, ampak recimo, ne vem, 10-15 ljudi živi v eni hiši, ne, imajo skupno recimo večjo dnevno kuhno pa to, ne, ima pa vsak nek svoj privaten prostor, se pravi, ima pa vsak neko svojo sobo pa tako naprej, ne. A veš, tako da neka ta privatnost ali pa to se je tudi, zadnjič sem spet nekaj gledal, ki je recimo en kolega govoril o Zibelnindnu, ne, da so imeli tudi tako, da ja, pa skupno pa to, ne, ampak so videli pol, ko so recimo, ne vem, oni imajo gor, so pa organizirani kot sosedstva, ne vem, sosedstvo družin z otroci recimo, ne. A veš, pa so videli, da
Vse super med skupne prostore, pa to, ne? Ampak otroci zvečer, da se umirijo, ne? Rabijo svoj prostor in svoj mir in tako naprej. Ne? A veš, če to malo kar, pa to parunih, pa to pa tako prav, pa je bil delen dan in bilo težko. Da so mogoče od te ideje prve bolj, a veš, kako bomo to vse skupaj ne prišli vsem, rabiš neko razmejitev, rabiš nek prostor in tako ne. Vse te stvari treba upoštevati, ne, se zavedati in iskati rešitve. Ne.